Zasluge za predčasne volitve lahko pripišemo premijeju Miru Cerarju, ki upravlja tekoče posle. Pa o vzroku, čemu je odstopil, niti ne bi zdaj govorili. Rajši o tem, ali lahko njegova stranka ponudi zdaj kaj novega, boljšega, glede na to, da ponovno kandidirajo in stavijo na dober izid. Kaj pomeni zanje sedanje stanje v Sloveniji? Kar pomeni, da je stranka Modernega centra ves čas delala pravilne stvari. Zato ocenjujemo, da nujno potrebujemo še vsaj en mandat, da dosežene rezultate, ki smo jih dosegli, nadgradimo, dopolnimo z ukrepi, z reformami in z drugimi nalogami, da lahko dosežemo, da bodo ljudje živeli bolj kvalitetno življenje in da bo bolje za vse. Če poslušamo besede politikov, ki zdaj kandidirajo, ugotovimo, da so vsi polni besed, da se borijo za naš boljši jutri. Se njihove obljube in zaveze sploh razlikujejo? Poglejmo družine slovenske, v kakšnem stanju so. Mi se borimo za slovenske družine, za 3000 evrov za novorojenčke. Vsakdo vpraša, kje bomo pa denarje imeli. Nihče danes ne vpraša, kje pa vzamemo vsaki mesec 1500 evrov za Ahmeda, za izbeglice. Nekateri opozarjajo na korupcijo, ki se zajeda vse pore naše družbe. Imamo protikorupcijsko komisijo, vzvode, preiskovalce, sodišča, ki bi se morala aktivno ukvarjati s tem. Zdaj imamo tudi politike, ki govorijo o tem. Ocenjujemo, da je prav korupcija tista, ki pravzaprav že od samega začetka Slovenijo na nek način najeda oziroma ji preprečuje, da kot država ne moremo poslovati dovolj učinkovito. In to korupcija na različnih področjih, tako v financah, v zdravstvu, v infrastrukturi. Na vseh straneh imamo tudi tiste, ki kažejo, da je nekdo drug naredil nekaj narobe. Oni pa bi to izboljšali, popravili. Bodo v našem večernem soočenju voditelju Alešu Preglu povedali drugače? Zasluga za gospodarsko rast gre predvsem našim izvoznikom. Država kot taka za gospodarstvo ni naredila tako kot nič. Dobili so dodatne davčne obremenitve, dvignil se davek od dohodka pravnih oseb, dobili so manjše podjetja, predvsem peroče davčne blagajne, še nekaj novih zakonov, kar seveda pomeni tudi več birokracije. Bomo Slovenci in Slovenke preživeli? Bomo izbrali take kandidate, ki ponujajo preventivo ali kurativo? Vsekakor je prav, da vemo, kaj sploh ponujajo in komu, da ne bomo ostali lačni in bosi na cesti. Mislimo, da smo Slovenci sposobni sami preživeti oziroma pridelati toliko zdrave hrane, ki veliko potem pomeni tudi naprej pri zdravju ljudi. Če že nimamo dovolj denarja, da bi lahko vsakemu zagotovili zdravstvo oziroma da ne bi bilo čakalnih dob. Da bi ljudje imeli bolj kakovostno življenje, večje dohodke in obilja, ves čas obljubljajo vse stranke in liste. Pa bo res tako ali gre zgolj za zlajnane parole? Vabimo vas k ogledu današnjega večernega soočenja kandidatov, kjer morajo povedati več kot pa zgolj obljube. Ob 8 zvečer na televiziji RTS.